Ko sta se lastnika 80 let stare stanovanjske hiše na Bledu lotila temeljite prenove, sprva nista predvidela, da bi objekt razširili. Po pogovoru z arhitekti pa sta si premislila in danes se hiša ponaša z zanimivim modernim prizidkom, ki je oblikovno in slogovno usklajen s hišo. Prizidek, ali lepše rečeno paviljon, ob hiši na Bledu je nastal po naključju. Danes sta v njem prostorna jedilnica in kuhinja. Lastnika pa uživata v izjemnem pogledu na panoramo Julijskih Alp. Gospod Guzelj, a je to pravzaprav vaša rojstna hiša ali kako je? Ja, to je moja rojstna hiša. Tukaj sem bil rojen, zgrajena je bila leta 1935. Zgradil jo je moj oče. Ko sem se jaz odselil, je tukaj živela potem še moja, najprej oče je umrl, potem mama je živela do leta 1984 in potem je bila hiša več ali manj prazna. Z ženo sva zgoraj uredila, sicer si rekel nekako za vikend, ampak hiša je začela propadati. In potem se je bilo treba odločiti, kaj narediti. Ali prodati, ali pa obnoviti. Jaz sem bil sicer zadovoljen v Ljubljani, smo imeli lepo stanovanje, veliko. Sem skoraj se bolj nagibal k temu, da bi prodali tole. Medtem ko žena je pa hotela priti sem, ker je rada na tleh. Mi smo bili v 8. nadstropju v Ljubljani. No in seveda zmagala je žena, ne. Seveda. Tako da smo potem v Ljubljani prodali in začeli tukaj z obnovo. Ko enkrat začneš, vidiš, da moraš obnoviti to, pa uno, pa tretje. In potem na koncu moraš kompletno vse obnoviti. Tako da je prišlo do kompletne obnove hiše in kasneje še do vrta. In kako je prišlo do prizidka? Ja, torej do tega je prišlo več ali manj naključno. Namreč hiša je bila podkletena samo na polovico. Polovico hiše je bila podkletena. Druga polovica ni bila podkletena. Ampak ker je bil en del hiše, en vogal tukaj v bivši kuhinji vedno zelo hladen, smo se odločili, da bomo podkletili še to. Pred hišo je bila velika jama, kjer je pač bager kopal in je rekel, če bomo zdaj tole zasuti ali pa naredimo kar zidove. Smo rekli, pa naredi zidove, ne. In je naredil zidove in je naredil do prve plošče. No zdaj, kaj s tem naprej? No potem smo prišli do Gašperja in potem on naredil zasnovo in nam je bilo všeč obema in smo se zmenili, da nadaljuje. In potem smo pač obnavljali s tem, da je potem Gašper še naprej pri vsem drugem stvarih svetoval, naredil kakšno skico, tako da je bilo vse nekako usklajeno. Gospod pa gospa sta razmišljala oziroma sta vedela, da bi želela to svoje pritličje, to bivanje razširiti. To je bilo dejstvo. In jaz se spomnim neke prve skice, ki sta jo že imela pri sebi, ki je bilo dejansko samo neko nadaljevanje obstoječe strehe. In ko smo tisto malo bolj natančno pogledali, smo potem ugotovili, da ko bi se ta strešina končala, dejansko ob tej steni niti stati ne bi mogel. To je bila pač neka skica, ne spomnim se več, odkot je prišla. Ne vem, kje je bil pač tisti prelom, da se je potem začela ta zgodba razvijati. Ta prizidek ima več elementov, dobro premišljenih, dobro pozicioniranih. Kaj ga pravzaprav sestavlja? Ravno to smo hoteli pri snovanju, pri zasnovi, pri oblikovanju tega prizidka preseči, namreč da bi bil to, dajmo reči, tipičen slovenski prizidek, ki je nič drugega kot ena kocka ali pa kvader pripet k hiši. To smo skušali doseči z pravzaprav modernistično oblikovanimi elementi. Se pravi, imamo podstavek, imamo glavni kubus in imamo eno v bistvu malo razširjeno streho, ki poteka čez gabarite glavnega, se pravi, kubusa. To je v bistvu kubus, ki lebdi nad terenom, recimo. To lebdenje, ne? Odločitev, da ga dvignete od tal, zakaj? Na eni strani ta stara hiša, nekoliko bolj hermetična, zaprta, z manjšimi okni. In na drugi strani ta naša želja, da v bistvu ta paviljon, mogoče izraz, ki mi še nekoliko bolj ljub kot prizidek, umestimo v krasen vrt, ki ga je potem nadgradil tudi krajinski arhitekt Gregor Vreš za svojimi sodelavci. Na eni strani, kot sem omenil, sprav ta čvrstost hiše, na drugi strani pa smo želeli tudi s tem lebdenjem poudariti to lahkotnost celotnega volumna. Želeli smo ustvariti ali pa dati temu prostoru, v katerem sedimo, poleg krasnih umetniških del, ki so v tej hiši, še to veliko sliko
s pogledom na Alpe, na Julice. Arhitekti so sledili osnovni zamisli, da vse elemente povežejo v celoto. To velja tudi za nadstrešek za avtomobile. Ko smo prepričani, da nam v obstoječi hiši zmanjkuje prostora, pogosto pomislimo na razširitev, recimo v obliki prizidka. Zanimalo nas je, ali so mogoče kakšna pravila, ki naj jih investitor upošteva, kadar se loti načrtovanja prizidka. Mogoče bi bilo prvo pravilo, da naj ne misli samo na funkcionalnost, pa na izvedljivost ali pa na finance. To je za začetek. Zdaj pa kako to doseči, je pa pravzaprav drugo vprašanje in tudi kompleksno vprašanje. Ključno je pa, da se ljudje tega ne ustrašijo, ker zato smo tukaj strokovnjaki. Predvsem je pa to en načrtovalski proces, kjer se vse te dejavnike mora obravnavati in sem prepričan, da bi za vsakega pravzaprav potencialnega naročnika ali pa investitorja se našla možnost izboljšave tiste neke osnovne ideje oziroma osnovnega razmišljanja, rabimo zraven A krat B toliko pa toliko kvadratnih metrov, pa to bomo zapakirali v eno škatlo in to je to. In po predpisih gre skozi. Ne, tukaj je v bistvu to je osnova in tukaj se v resnici arhitekturna zgodba in tudi bivanje, kvaliteta bivanja se tukaj šele začne. Ob obisku hiše zakoncev Guzelj na Bledu smo opazili, da so objekti zgledno vzdrževani, čeprav je minilo le dobrih 6 let od njihove obnove. Ja, moje izkušnje so take, da je treba vzdrževati. Kdor se spozna malo na fiziko, ve, da zakon entropije deluje tako, da kar človek zgradi, vse propade. In moraš dodajati energijo, če hočeš, da stvari obstanejo. In moje izkušnje so take, da recimo noter je treba beliti na 5 let najkasneje. Zunaj pa tudi bo treba kmalu določene stvari narediti, pobarvati. Stvari propadajo, če ne vzdržuješ.